Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalke in dobrodošli vsi cenjeni gledalci, seveda. Moram vam povedati, izjemno sem vesel, da je danes našel čas za vas in zame gospod Martin Golob. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Ja, hvala za to, Madonca, da ste prišli. Bom zdaj gledalcem zaupal še nekaj, ne? Čakam današnjega gosta pred hišo, da ne bo se zapletal tu v Črnučah in naenkrat se pripelje. Zdaj boste videli, kdo in kako. Evo, motorist Martin Golob. Praktično je. Res? Ja, res je praktičen. Koliko kilometrov naredite na leto z motorjem? Vsak let več. Vsak let več. Da vem, s telemle sem zdaj od septembra že čez 7000. Od septembra nekako. Zato, ker mi je praktičen, gibljiv sem, me poti uživam, 50% manj možnosti je, da te dobi na radar, ker imaš sam zadnji tablico. In vsaka pot je vedno užitek. Ampak Martin, gledal sem neko sliko na spletu, kjer čistite kolo. Kako greste zdaj kolo in motor skupaj? Kolo, ja, gre zelo lepo, malo kombiniram. Kolo, drugače bi jaz zdaj lahko prišel s kolesom, imam skoraj kolo, ker mi več boljših občutkov naredi v telesu, ampak potem nisem preveč lep za na televizijo. Motor je pa le malo bolj oblečen, če pride. Drugače pa jaz zelo rad sem pa tudi na kolesu. To je pa šport. No? Motor ni toliko šport, je bolj način potovanja, odkrivanja. Izdajte nam še kilometre za bicikl v zadnjem mesecu, recimo. Čez 400. Dobri ste? Ja, letos imam zdaj že čez 1300. Gospod Golob, ko človek v računalniku tipka vaše ime, se mu pojavijo zadetki ne v 10 tisočih, ampak v 100 tisočih. Ko sem zadnjič brskal, jih je bilo 97 tisoč, včeraj jih je bilo 116 tisoč. Ja. Vi ste pravzaprav ob nekdanjem predsedniku Borutu Pahorju najbolj javno prepoznaven človek v tej naši državi. Mislim, nisem se silil za to. To je pač tako nanesel, če rečem po domač. Je pa to tudi ena oblika, da sem med ljudmi. Zdaj sem šel za duhovnika ravno zato, da sem z ljudmi, med ljudmi, da prenašam tudi tisto, kar sem in kar imam v sebi Boga. In to je pravzaprav na nek način plus. Je pa tako, ne vem, rad to delam, rad živim, mi ni težko, potem pa seveda še ukvarjam se s socialnimi omrežji, imam tudi oddajo na eni televiziji in tako, in potem je pa zdaj to že tudi 8 let, kar sem takole aktiven. Pa še v celi kupici podcastov nastopate. Povejte mi, a je še kakšno vprašanje sploh, ki vam ga niso zastavili? Ja, gotovo bi se lahko še več dotikali vprašanj vere, odnosa z Bogom, življenja v cerkvi. Teh vprašanj je mogoče nekoliko manj. Ogromno vprašanj sem dobil glede, zakaj sem se za to odločil. Ogromno vprašanj, ki se mi že tako malo pojavljajo, tudi glede življenja kot duhovnik in zakaj ne kot družinski oče. Teh vprašanj je zelo veliko. To vidim, da tudi ljudi zelo zanima. Se nekako ljudje tudi v tem nekako, ne vem, se sprašujejo ali pa tako, ne. Drugače pa ja, gotovo bi pa, ali pa si bi želel kdaj tudi tako, še take bolj pogovore, tako, odnos človek, Bog. Bom jaz to zdaj poskušal, čeprav nekje zadaj hranim tudi vprašanje, o katerih ste pravkar govorili, ampak pustiva jih. Povejte mi, kdaj vam je bilo kot duhovniku najbolj neprijetno? Najbolj neprijetno? Najtežje? Smrt mladega človeka. Smrt mladega človeka, ki si zraven. Ali pa se spomnim, na Jesenicah je bilo v bolnici, sem šel obiskat gospoda, mlajši kot vi, ki je imel raka na sinovki, so mu zdravniki rekli, da ima še en mesec. In ga je moža kar zdrav v glavu vse, ne da je bil, mislim, razumen, ki te sprašuje župnik, zakaj ravno jaz in zakaj ravno zdaj.
kaj sem v življenju hudega naredil, da bom mogel zdaj takole umreti. Sej nič velikega nočem od življenja. Jaz sam rad gor na planino, jezero, pijačo vozim, pa pozim rad strahtem, sneg plužem. To je moje življenje pa vesele. Zakaj se zdaj to končuje? In tukaj sem bil recimo zelo v zadregi, ampak sem hvaležen, da je to izrazil. Mi velikokrat pride na misel, ne? Ravno on, a pa podobne te situacije, a pa en Luka, tudi mlad fant, malo čez 20 let star, ki je počasi izgubljal življenje zaradi bolezni. Ali pa zopet srečanje dveh staršev, ki sta skrušena do konca, ki te prideta povedati, če bi pokopal njunega sina, ki se je naredila nesreča. Ker vidiš, kako tukaj je zanimiv občutek, hvaležen, da sem lahko duhovnik, ker sem lahko del njihove bolečine in jim lahko tukaj pomagam. Po drugi strani pa zadrega, pa težko, ker pa kot človek tudi čutim njihovo bolečino in ne vem vedno vseh odgovorov. Vprašanja na zakaj, običajno so skrita, jih ne zvemo takoj, so malo skrivnost, jih bomo verjetno zvedeli šele potem, kasneje. In je za take trenutke se splača, je lepo, hvaležen, da mi zaupa, hvaležen, da lahko pristopam. Po drugi strani pa je pa gotov, zadrega, ker ne vem vseh odgovorov. Ja, ampak kaj ste mu odgovorili na vprašanje, zakaj ravno jaz? Kaj ste mu rekli? Držal sem ga za roko in gledal v oči, nisem nič kaj, sem rekel, ne vem. Ne vem, verjetno je skrivnost, mogoče bo nekoč izvedela, v tem trenutku takole je. Bi vi kdaj pridigali reči, v katere dvomite, v katere niste prepričani? Ampak bi povedal, da tukaj le pa malo dvomim. Bi govoril, ampak bi tudi povedal iskren, v to pa nisem čist prepričan. Tudi pri veruku, se me vse sorte sprašujejo otroci, za katere so oni, ne vem, oni vedo, jaz pa še ne. In tudi reče, fante, oprostite, ampak moram se pa jaz tole malo pozanimati, kaj je s tem, kaj se tukaj dogaja, ne vem, ali glede kakšnih vsebin na internetu, ali ko se začel zgledovati po nekam, pa vprašal, če ga poznam. Ja, ne še, bom pa malo preveril, pa vam bom povedal, glede vere ali pa vsebine, kar nam cerkev prinaša, oziroma vsebine nauka cerkve, tukaj pa nimam dvoma. Se mi zdi, da ima vse res eno močno mesto in vsak zakaj je pa en zelo močen za to. Mogoče se da reče, to tudi dar, vera je dar. Veliko ljudi lahko tudi, mnogi tudi vero izgubijo. Zdaj sem jo pripravljal odrasle kristjane na prejem zakramentov, sem jih tudi pripravil, srečali se boste z dvomi in ne se ustrašiti dvomov. Dvomi so del nas. Še mož kdaj podvomil ženo in žena kdaj podvomil moža. To je nekak del življenjske rasti in tudi v veri pride dvom in dvom je zdrav, ker se lahko, takrat se je treba poglobiti. Takrat se ne smeš reči, dvomam, sej ni nič, ne bom se s tem ukvarjal. To je najslabše. To je, takrat dvom zmaga. Če pa se ob dvomu poglobiš, sprašuješ, ga nekomu poveš, izraziš, v veri, da moliš, se pogovarjaš o tem, pa lahko pa ta dvom tudi rešiš. Mnogi so prepričani, da ima cerkev pri nas v Sloveniji zadnje čase malce preveč vpliva. Mislite, da je to res? Na vpliva, ne? Na življenje, tudi na politiko, če hočem zelo grobo povedati. Drugače, jaz mislim, da ne. Je pa seveda cerkev prisotna z ljudmi, med ljudmi in mislim, da ne deluje kot nek akter, kot nek aktivist v družbi, to ne niti ni to namen. Seveda se pa tudi jaz kot duhovnik ob določenih temah in vprašanjah družbe tudi oglasim. Ampak ne zaradi mene, niti ne zaradi cerkve. Čutim to notranjo dolžnost zaradi mojih mladih. Čutim, da se recimo, ne vem, če je tukaj vprašanje evtanazije, se zdi mi
nekako smiselno in modro in pošten, fair do mojih faranov, da jasno povem svoje mnenje in da tudi mladim pokažem, kaj je prav. Vaše mnenje je ne. Evtanazija. Jaz sem se pravi za to, da sem človeku stoji ob strani in da to ni sočutje, če nekomu prekine življenje. Zadnjič preberem nekje, češ da cerkev preveč, bolj kot za resnico, skrbi za tradicijo. Ne bi to trdil, ker tudi jaz sebe ne vzemam kot nekega spomeniškega varstvenika, ki bi ohranjal zgolj neko umetno življenje, ampak mislim, da je v cerkvi se pravi, se oznanja samo v moči resnice lahko cerkev živa. Samo v moči resnice. Imam tudi kulturno društvo in tam skušamo delati, da ohranjamo neko tradicijo, folkloro in tako naprej. Ampak kulturno društvo le povezuje neko prijateljstvo, dobra volja, želja. Cerkev pa nas povezuje, da moja župnija pele, gradi, je pa naš skupen pogled proti Bogu. In ljubezen do Boga, oziroma tudi mi sprejemamo ljubezen od Boga in to nas drži po koncu. Jaz nikoli ne verjamem, da če bi v moji župniji gradili samo na neki tradiciji, da imamo, ne vem, za veliko noč procesijo, da imamo to, da ne bi nikoli imel toliko mladih. Ampak zaradi resnice, ki jo prejemamo preko Božje besede, preko Evharistije, Svete maše, nas to polni in pravzaprav tudi ne moramo, ali jaz tudi ne morem molčati o teh zadevah. Jaz rad govorim o Bogu, čutim eno to notranjo potrebo, kako ni rečem, da Boga oznanjam in mi je ob tem lepo, bi mi bilo sram, če bi to zanikal. Omenili ste mlade prej, ljudje pravijo, da odkar ste vi prišli v Grosuplje, je Grosuplje postalo drugo Brezje. To je bilo eno obdobje, res bilo, ko je ogromno avtobusov prihajalo k nam na obisk, zdaj se je to majčkeno umirilo. Drugače pa takoj po koroni, in to je ogromno kar nekaj društev upokojencev, recimo dali na program iz leta tudi obisk naše župnije. In sem jih z veseljem sprejemal. Sprejel, so prišli, pogostil, predstavil cerkev, so si ogledali še Grosuplje, okolico, tako jaz smo kar lepo sodelovali. Pravzaprav mala turistična pisarna, ne? Trapa sta primerjava, ampak kljub temu. Drugače sem se tudi s turizmom zelo lepo ukvarjal v Bohinju in mi je to bilo kar tako domače, mi ni bilo težko. Martin, prihajate iz velike družine, jaz se svoje spomnim, v naši hiši je bilo 5 fantov, približno iste starosti, pri vas je bilo 6, ne spomnim se dneva, da ne bi v tistih otroških letih kaj ušpičili. Kako je to izgledalo pri vas? Tudi mi smo zdaj kaj ušpičati, ampak pa res je tako ati dal komando, če smo bili kaj preveč živi, tako, da so se kaj cufali, pa kaj rekel, fantje, gremo delati. Jaz pa šli delati, pa je bil pa mir. Ampak smo skupaj delali, nas ni on nekam poslal, ampak smo skupaj to šli vse, je bilo to pravzaprav tudi druženje z očetom. 6 fantov nas je, nikoli nas ni bilo treba ne siliti za delati, ne siliti za moliti, ne siliti za jesti, to smo vse rad počeli skupaj. In to je pa moj privilegij, da imam res eno čudovito otroštvo in najlepšo dediščino. Moja dediščina je ravno to, kar nosim s seboj, vzgoja mojih staršev. Ampak ko Martin preraste tista najbolj otroška leta, v Šmartnem pri Litiji, potem niha med tem, ali bo postal oziroma ostal kmet, ali bo novinar, ali se bo napotil na študij filozofije. In potem pa na teologijo. Takšna je bila Božja previdnost. Tako je Bog hotel. Res sem kolebal med tem. In malo je tukaj zagodil v 4. letniku, sem čisto iskreno povedal, jaz sem pač imel bolj spoznavanje narave in družbe, poljubljan, ne toliko v šoli. In potem smo malo sem se tako pridno učil in sem pač imel enega popravca. Ta popravc sem mogel narediti in potem sem šel na maturo in šele v jesenskem roku, ko sem maturo naredil, sem šel na tisto fakulteto, ki je bila še prej, to je bila teološka fakulteta. Sem šel tja in na teologiji mi je bilo zelo lepo. Ta fakulteta
je tako zdrava za človekovo osebnost. Jaz bi jo vsem priporočal, ker ti da ogromno širine človeškega pogleda, pa tudi razumevanja samega sebe v tvojem duhovnem stanju. Čudovito. In tam sem se pa odločil, da grem pa še za duhovnika. Zdaj, da sem duhovnik, je gotov, zame so molili. Poznam ljudi, ki so res namenjeni. Druga stvar, pri nas doma smo imeli tudi en lep odnos do duhovnikov. Smo spoštovali duhovnike, stara mama je večkrat rekla, župnikov pa ne bomo nič kritizirali, bomo za njih rajki zmolili, so glih tako ljudje, kot mi, pa moramo biti veseli, da jih imamo. Pa stara ata je bil name zmeraj tako ponosen, kadar sem kaj ministriral. Kadar je bilo konc maše, jaz sem šel vedno s starimi starših maš. Z matijem pa mami, z ato pa mamo smo zmešli in ata je pa zmeraj pomaš, nas tako potrpljal otroke, tuk ti paše, ki si gor pred oltarjem, si tok, a pa če sem kaj prebral, pa tuk si lepo to, a ne tako, res je uporno, to se meni lepo zdel, ker ata je bil pri nas avtoriteta, jaz sem na ata nekaj dal, da tudi ata je nam otrokom zmeraj kaj šenkal, ne, to je on nas je zelo crklal. Pa še tudi zgled domačega župnika. Moj domač župnik je bil resen tak fez gospod Marjan Lampret. On je, se včasih v šali rečem, ne, se pol smejiva midva. Jaz rečem, da ko sem ga kot najstnik opazoval, kako je on župnikoval, sem si pri sebi mislil, če je on lahko župnik, sem pa lahko tudi jaz. Ampak gospod Martin, marsičemu, veliko rečem se je treba odreči, ko se človek odloči biti duhovnik. A je bilo veliko tistih noči, ko ste premišljali o teh rečeh? Ja, tudi vsem premišljal, seveda je tukaj le področje, da bi imel svojo lastno družino in tako, ampak a veste, kaj človek vse dobi, ko se odloči za duhovniški poklic? Ne, to je pa čisto ena nova, širša dimenzija življenja, ki pa tako lepo polni moje moško srce in vsem tem res lahko živim tudi poslanstvo očeta. Da sem do vseh teh ljudi v tej vlogi. Recimo, preden sem se midva danes tukaj srečala, sem imel že zjutraj veruk. Sicer sem nadomeščal gospoda kaplana, niso bili čisto moji, in ker niso čisto moji, sem rekel, pejmo otroci, grem pa na vročo čokolado. In se jih je izpeljal k meni v župnišče, v kuhno. Bilo jih je 12, nekaj apostolov. Jaz kuham vročo čokolado. Pa sem tam še ne sladkarije. So sladkarije dal. Ja, domov niso hoteli v šolo. Župnik, mi bomo kar pri vas. Ja, tukaj še smo se zgovorili. Tako fleten smejali, 6. razred, tako, veste, pa tudi tele otroške vice, so navihe, da so ta prav. To je bilo tukaj lepo, se mi zdi, da kot duhovnik lahko doživim take stvari, ki jih benem drugem poslanstvu ne bi mogel. In to odtehta tudi vse te zadeve. Potem si pa jaz pri sebi tudi tako pomagam. Delo. Delo je najboljši zdravnik. Sem se zadnjič srečal z gospodom Bitencem, starejšim, in je tako lepo rekel, delo je najboljši zdravnik in to ima prav. Potem zmeren šport. Glih prav športa, redna molitev in da izpolnjuješ vse tisto, kar se od tebe pričakuje. Zvečer spiš, kako lepo. Martin, mora malo pobezati. Kaj je bilo takrat, ko vam je, mislim, da v 1. ali 2. letniku semenišča srce vendarle malo poskočilo? Ko ste videli samo še njo, ko ste mislili samo še o njej. To je pa čisto normalen pojav, ki se zgodi vsakmu človeku in je hvala Bogu, da se zgodi. Ker se to zgodi, človek reče hvala Bogu, takrat sem potem čisto modro odreagiral, da sem to zadevo tudi zaupal. Enemu kolegu se je, pa se mi zgodilo, da mi je tako všeč, ne. A jaz vem, kad človek pove, te že pa vlaži. Pol čez čas pa vidiš, hvala Bogu, da še ni nič bilo. Je tako čisto v redu. A je gospodična vedela za to? Ne, ni. In je poročena, še jaz sem jo poročil, in ima družino, in je krasna, in je. Eno od poglavij v eni od vaših knjig nosi naslov Seznam mojih napak. Samo 2 strani je dolgo. Nimate veliko napak. Sem bil glih pospolt. Ja, se kar ne vere, vse sorte sem, veste, tudi kot človek. In jaz zelo rad poudarim in vedno bom govoril,
Jaz sem zmotljiv in delam napake in nisem popoln. In tudi, če sem duhovnik, sem ne nazadnje spodaj krval pod kožo in sem zmotljiv in Sveto pismo tudi res lepo pravi, ne, preklej, kdor zaupa v človeka. Zato jaz res raj moje farane vabim, dajte moliti za mene. Tako, saj sem zelo hvaležen tudi za upanja, pohval ali pa spodbudnih besed, ampak vse te zadeve, dokler človek diha, ni nič stabilno. To je vedno, ne, raj pa prosim, da zdaj, če kakšno molitev zame, da bom pri tem tudi vztrajal, da bom šel naprej, ne. Nikoli nočem biti tukaj preveč koražen, ampak raj tako malo ponižen, ker res, ne, človek je le človek. Poglejte, jaz imam seveda že toliko let, da sem živel tudi v tisti prejšnji državi in se spomnim, recimo tam med letom 65 do 75 smo na leto dobili, mislim, da okoli 50 novomašnikov na leto. Lani, prav pogledati sem šel, predlani 4, lani menda tudi samo 4. In eden tega moj brat. Ja, res je, prideva do tega. Pretežko poslanstvo. Tako je. Več je po mojem vzrokov, zakaj tako. Večkrat je bolj mlačna vera, ker to, da se za duhovnika odločiš, sloni na veri. Ta odločitev ne sloni na neki karieri, ne sloni na to, da boš fajn, ne vem kaj, ampak to sloni na tem, na veri. Druga stvar, dan se fantje še poročiti bojijo, kaj šele, da še za duhovnika. Mnogi fantje se še punci ne upajo obljubiti, da bi bil z njo cel življenje. Ne, da bi Bogu obljubili. Ja. Tako da mislim, da tukaj imajo fantje malo težavo samim seboj. No? Malo se iščejo, bi rekel človek po domača, pa ne vem, ne zna se odločiti. Ne? Ko se je za to poslanstvo, za ta poklic odločil vaš brat Matija, a ste mu kdaj rekli, Matija, premisli? Sem in on je že zelo kmalu tudi o teh zadevah začel razmišljati in se rekel, da je drž to zase. Ne to zdaj naokoli govoriti, da te je že družba kar označila, da si duhovnik, pa už pa drugače se počutil, pa už mogel, da si res svoboden v tem. Premisel, tehtaj, da boš res čisto svoboden, to mora biti res čisto odločitev. Svobodi kristalno jasna, ker sicer nikoli čisto točno ne veš, vsaka odločitev je tudi pač malo tveganja, ampak vsaj pri sebi, da greš res zavestno, svobodno. To je pa bistveno. Imel sem sošolce gimnazije, pa tudi potem nekaj znancev, ki so se odločili biti duhovnik in vsi so govorili o nekem klicu. Ste vi to doživeli? Vsak tak klic, vsak drugače doživlja. Njih konkretno nekega klica nisem doživel, da bi zdaj rekel, da bi neki poklicali, ne? Ampak moj klic je bil v tem smislu, da sem čutil mir v srcu. Odkar sem duhovnik, imam en tak mir. In ta mir mi omogoča, da sploh lahko normalno živim in delam. Vse ostalo je pa tudi malo božja previdnost, da mi je takole peljalo. Ampak tudi en božji dar. Predvsem pa je tudi potrditev tega klica to, da sem v tem srečen. Martin, ko je nam težko, ko je ljudem težko, se zatečemo po pomoč k duhovniku. Komu se zatečete vi po pomoč takrat, ko vam življenje ne gre po načrtih? Imate koga? Imam, ja, isto tudi kakšnemu duhovniku. Rad grem kele v Stično, ki je blizu mene, k patru, se malo pogovoriva. Imam tudi prijatelje duhovnike. Drugače pa veliko stvari tudi rešim v cerkvi, v molitvi. Stari duhovniki so me včasih učili, moli, molči, ne, trpi, moli, molči. To so tudi, včasih moraš malo molčati, ker malo potrpeti, nekako moraš nebesa zaslužiti, pa bolj. To so mi včasih stari duhovniki rekli. No. Drugače pa ja, tako le, kar še malo izrazim, pa zopet, včasih misliš, da je nerešljivo, pa už pa malo spati, a pa se malo predihaš v naravi, pa vidiš pa čisto drugačno sliko. Vidite, svet se spreminja, življenje se spreminja, zagotovo tudi cerkev, zdaj seveda ne mislim na tiste osnovne dogme, dovolj hitro po vaše? Glihem prav. Gre cerkev tudi s časom naprej, vsaj kar se tiče, ne vem, tehnoloških sprememb, tako doktrina je tako, kaj je, zato ker se tudi človek v svojem bistvu ne spreminja, človek se ne, svet se spreminja, pa človek v svojem bistvu, pa odkar človek je,
hrepeni potem, da bi ljubil, da bi bil ljubljen in se sprašuje, kam gre in kako in tako. Tako da tukaj le bo pa so te zadeve nekako isto ostanejo. Kar je reče robe, se ta stalnica je tudi zdrava in te nekako prenaša neko varnost, tehnološko pa seveda marsikaj. Gospod Golob, ko se ozrete okoli sebe, to hlastanje za več, za boljše, do kam nas lahko to pripelje? A meni vsema, kako da bi... Ljudi nasploh, se mi zdi, da so bolj srečni za tistimi polnimi Lidlovimi vozički, kot pa za kupico drugih stvari pomembnejših v življenju. Navidezno, malo se svet tudi malo obrača. Več, kot pojesti ne moreš, včasih Ati je rekel, ne? Več, kot pojesti ne moreš, človek ima tudi neko mejo in vse te naše velike oči nas bolj ne raztresajo, kot pa prinesejo neko zadovoljstvo pa srečo. Zelo smo, se mi zdi, da smo malo scrkljan ratelj kot narod in da bi mogli, jaz pri sebi vidim, ne, nekje se moram tudi omejiti. Imam možnost marsikaj v življenju doživeti, pa srečati, pa iti, ampak ko se nekje omejiš, pa da tisto voren delaš, pa ustvarjaš, pa da bolj malo tako v miru, sem v tistem bolj srečen. Ne vem, tako gledam, no, da včasih imamo res prevelike oči, imamo velike oči, a hkrati je lačen ob polnih mizah. Je zelo lačen sodoben šov. Tako nesrečni, ki so danes ljudje, niso bili še nikoli. Ob cesti se stav pa se gleda ljudi, veliko ljudi v avtih, zamišljenih, raztresenih, zjutraj se zbudi žalosten, ki mora v službo, ne vem, ki gre domov, je žalosten, ki ima doma. Mislim, a ne, v Afriki imajo 3/4 manj kot mi, pa mi vsi misionarji rečejo, tam so tako srečni ljudje. Redko, ni tisto, kar kupiš, da ti prinese srečo. Je lepo imeti, pa tako, ne, ampak sreča izhaja, koliko imaš ti malo v življenju pošlihten, kakšne imaš želje, pravzaprav izhaja tudi iz tega, če si skromen. Včasih je treba čisto lepo reči, dovolj je tega pa ne rabim. A ne, tega mi pa ni treba. Včasih si lahko veliko bolj srečen, če kakšen vikend doma ostaneš, ne pa da skozi nekam letaš. Pred katerimi izložbami Martin Golob postoji najdlje? Jaz grem v Maura, tam v Grosuplju je ena mala tušova trgovinca, Mavr ima to na čez, tam mehna trgovina, pa vse, kar rabim, je tam noter. In pravzaprav, da rabim veliko, no. Omenili ste misijone, prej pa si gre zamikalo? Sem včasih razmišljal, ampak zdaj imamo pravi misijon tukaj v Evropi. In ne nazadnje iz Afrike duhovniki k nam prihajajo. Ja. Kako bo cerkev zapolnila to kadrovsko vrzel? Bo Bog že poskrbel. Zaenkrat je toliko duhovnikov, koliko jih rabimo, bo pa jaz sem prepričan, da se bo to še zelo zapolnilo. Ker potrebe so, mladi so pa danes v mnogo čem drugačni, kot smo bili mi, ko smo bili mladi. In so zelo plemeniti in jaz mislim, da bo Bog že poskrbel, da tako, kot bo. Družabna omrežja, tam so začela prej. A je res treba pisati o vsem? Ko pojem patagonske lignje, se pohvalim, da sem bil v gostilni. Poslikam sončni zahod, zato da ljudje vejo, da sem bil na Bledu ali pa v Portorožu. Naredim slikco z Martinom Golobom, zato da vidijo, s kom se družim. A je res to treba? Ja, tako, če veš, kaj potreba, da se malo pohvali. Enkrat mi je dala ena buhinka zelo dober, smo bili zelo prijatelji, veliko smo skupaj sodelovali in ne objavim en selfie takole ob jezeru in mi ona napiše, kaj želi zdaj s to sliko sporočiti. In nisem jaz odgovorila, kaj hočem sporočiti. In mi je dala res misliti, kaj želim zdaj s tem sporočati. Tako da svoja socialna omrežja res trudim se oblikovati potem, da nekako znanjam. Delamo kakšne te vsebinske zadeve, ne pa to, da bom zdaj na vsakem koraku se nekako svetu pohvalil, kaj jem ali pa s kom se družim. V bistvu, tako no, tudi ne objavljam čistko, imam malo ta snečo, ampak je pa to ena človekova potreba, da mogoče malo zapolni in pol ta adrenalin odzivov ljudi, ki rečejo, wow, ko ti nekdo malo privoši in pa se človek dobro počuti.
ali pa kad ti kdo kaj zavida. Ne. Ja, poglejte, imam znamko, ki sem jo v mladih letih večkrat rekel, da ni potrebe, da kaže svoj goli nosečniški trebuh. Ne. Danes je gospa na zelo pomembnem mestu, ne, in marsikaj bi dala, da bi tiste slikce se zbrisale iz spomina ljudi. Tega, Ja. teh slik. Je to nujno? Je res nujno? Telo, zdaj ne vem, kaj je ona kot nosečnica se slikala. To je to, da oni veliko delajo. Da tako čutijo, ne vem, zakaj to delajo, ne vem, nisem bil s tem vprašanjem, se nisem še nikoli ukvarjal. Ampak, ali pa druga plat teh družabnih omrežij, anonimnost, ne? Ko si nadenem ime, ne vem, nič 7 in potem pluvam po Martinu, po Vovniku, po vseh. To je pa majhen ventil. To pa poznam, jaz sem celo enkrat tega spoznal, ki je take komentarje pisal, pa to, pa se pa vidi, da to je en ta revež, ki sem mu še ženo pokopil, sam doma, nima se tudi skregati z benmu, pa se ga pa spluvati pa na internet. Včasih je to malo osebne težave, tako da jaz teh negativnih komentarjev sploh ne vzemam resno, ker se zmer predstavljam, da je to verjetno za profilom neka žalostna oseba, ki ima neke hude svoje težave in se mora nekje skašljati. Pa kakšno sproščanje je žaliti zdaj svojega soseda, sodelavca, prijatelja? Včasih pridemo mi v trgovino s slabe volje, pa se znesemo na trgovko. Včasih pride kdo k meni v pisarno, pa se skašlja nad mano. Ali tako ljudje delujemo. Človek rab daj biti slišan. Očitno je tako osamljen, da niti slišan ni. In na njej včasih pravi, je fajn za biti v hiši, da se vsaj skregaš lahko. Je to, da se človek skrega, pravzaprav tudi zelo zdrav. In če tega nimaš, potem po telefonu in tres po Martinu Golobu ali pa Slakovu Vovniku. Tudi to držiš. Ampak vedno se, Bog ve, kako vojno v sebi doživlja. In nekje človek se pa rabi izraziti, ker smo socialna bitja. Rabiš nekje vendati. Kot se rabiš izraziti, nekaj lepega se mi je zgodilo, tako človek rabi izraziti na svojo bolečino. To ga boli in to se pač potem prenaša na druge. Je pa res, jaz vedno govorim tudi tako le premažam, pa tudi zelo, ali beseda res ni konj. Iz besede mi lahko ogromno škode naredimo. In tisto, kar mi pišemo, je nekje se sproži nekaj in si odgovoren za tisti plas, ki ga narediš. In tudi, če na socialnih mrežah skrivaš, res lahko narediš ogromno škode, ker pripelje lahko tudi do tragičnih rezultatov. Ena mlada punca, ki je najstnica, ki se išče, ki bi rada bila potrjena v tem, da je lepa in da potem v šoli vzmerijo, da to ni, to je lahko za cel življenje zaznamuje. Tako. In to so lahko zelo nevarne zadeve in zato je zelo zdrav, da pri najstnikih socialne zadeve nekaj tudi starši spremljajo, ne da je otrok čisto sam temu prepuščen. Pa da se vedno znova gradi, to je zdaj realen življenje. Na socialnih omrežjih mi se malo prisilimo tudi s kakšnim nasmeškom. Včasih se malo naredimo, da izpademo boljš. To, kar smo v živo, to je pa realno. Zato socialna omrežja so zelo koristna, dokler je to orodje. Orodje za nekaj dobrega, za graditev, za navezovanje stikov, za ozenjevanje, ne da zadnje za tvoj posel, če imaš neko podjetje, lahko tukaj res velik. Ni pa to prostor, kjer bi pa izživljal svoje travme, ni to prostor, kjer bi, pač jaz raj ne piši, ne. Sem že kakšnega opozoril, tako kar sem ga poznal, daj to, kar pišeš, vsi vidimo. Daj malo se zamisli, bi to povedal v oči, bi verjetno zmanjkalo poguma. To pa ne. Zamisli poleg tebe. Gospod Golob, samo še 5 minut nama je ostalo, zdaj pa na brzino, prosim. Pravite, zelo rad sem v družbi mladih, ampak imenitno se počutim tudi v družbi starejših ljudi, ki me sprejemajo takšnega kot sem. Ja, res je. Saj, mladina pa starejši gre zelo dobro skup. Starejši imate modrost. Hvala lepa. Gre zelo rad v domove starejših občanov tudi zaradi tega. To je ena modrost in nazadnje sem kot fant v srednjih letih, kako ne rečem, dolžen izkazati na spoštovanje do starejših. Svet, v katerem mi zdaj živimo, so ga starejši gradili. In starejši se ne sme nikoli počutiti, ne bi se smeli nikoli počutiti odrinjene.
ne bi se smeli nikoli počutiti breme. Starejši so nam mlajšim priložnost za dober del. Ne pa breme, Bog ne dej. In dostakrat imajo starejši ta občutek in to je laž, to je napaka, in ni fair. Z mladino sem pa rad zato, ker je pa to naša bodočnost. In zaradi teh želim biti tudi odgovoren. Zaradi teh želim tudi v tem vsem tem ustrajati, zaradi teh želim tudi resnico oznanjati in govoriti. Zato, ker jim privoščam, da bi bili živeli v svobodi, da bi bili srečni. Ker v vseh teh letih, 30 sem duhovnik, ampak za mano je pa ogromno izpovedi in jaz vem, v kaj greh pele človeka, v sužnost, v zagranjenost, v ujetost. Jaz tega mladim ne bi hotel. Ampak, gospod Martin, ko ste omenili spovedi, vse te slišane reči nalagajo na vaš trdi disk. A ni nevarnosti, da bo postal prepoln, da ne boste mogli več? Človek, to je pa tako močno bitje, človeka ne moreš kar tako sesuti. Njegovo srce, človekova globina je neskončna. Mi gledamo vesolje okrog Lune, veste, kakšno vesolje imamo mi v človekovem telesu, v svojem telesu, kakšno vesolje je človek v svojem bistvu. Poglob se v sebe, piši, pa boš videl, koliko imaš v sebi enega materijala. To je nevredno in ta se nikoli ne napolni. 40.000, če ni številka že drugačna, svojih knjig ste prodali doslej, 80.000 je bilo zbranih evrov dobrodelne. Res? Že 100.000 smo že razdelili evrov v dober namen. Vse je lepo črno-belem, tako od vsake prodane knjige 2 evra. In na to sem ponosen, sem hvaležen, tudi hvaležen za zaupanje. Ja. Nastaja kaj novega? Ja, zdaj sem se tako lepo navadil in mi je tako všeč, da skozi lahko mislim in mi to pomaga, da se pač v sebe poglabljam. Res mi to pomaga, da se ne trošim ali pa da se ne znucam, ampak da lahko iščem v sebi to globino. A je res, da pridig zdaj sploh ne pišete več, Že ampak nekaj časa ne, ja. govorite na pamet? Razen za pogreb se pa napišem. Ker ko imam pogrebe, zdaj sem v Grosupljem 6 let in ljudi že osebno poznam in mi je za marsikoga težko. In mene se to dotakne. Me zaboli, ali pa mi gre včasih tudi, moram skriti, da bi mi šlo na jok. In zato imam napisan, ker se pri pogrebu pa nočem zmotiti, da bi, ne vem, ime zamenil, pa da bi kaj spustil. So občutljive zadeve, za pogreb se vedno pripravim. In za vse ostale tudi, samo res pa je, da za ostale se pa ne piše več. Zdaj pa 3 sekunde pomislite in potem odgovorite. Največja neuresničena želja Martina Goloba. Izvolite. Veste, kaj mi je prišlo na misel? Da je šel enkrat z motorjem na Nordkap. Ampak pol, ko bo bolj star, ko bomo manj dela, ko bojo že bolj mlajši stvari prevzemali. Ko bi šel z motorjem na Nordkap, to je 1 mesec. To bi zdaj na misel prišlo. In če bi se zdaj dotaknila vašega poklicnega področja, recimo, s to neuresničeno željo. Da bi obašal v Stožicah. Dober predlog. Zakaj pa ne? Da bi bilo vse polno. Spomnim se tisto vašo pridigo, takrat za veliko noč, v času korona je poslušalo 200.000 ljudi. To je bilo lepo, da bi obašal v Stožicah. V času formiranja nove vlade in nove oblasti smo, Martin, v 2 stavkih, kaj bi sporočili tem, ki ne vedo, ali bodo oblast ali ne bodo oblast in se borijo za to? Zdaj, to je področje politike, to je drugače občutljiva tema, ne? Ja. Ampak tukaj le ni. Bi se strinjali s takšnim sporočilom? Gospe in gospodje, stopite pol koraka nazaj, zato da bo lahko ta država stopila korak naprej. Dobra trditev. Jaz se zelo nagibam k temu, da so politiki izvoljeni strani ljudi za ljudi. Ja. In tukaj ni tekma, kdo bo boljši, ni tekma, kdo bo imel stvari v rokah. Ampak jaz bi si želel več tekme, dajmo nekaj fajn narediti za ljudi. Ja. To, no. To je zelo podobno kot moja funkcija, ne. Politiki so od ljudi postavljeni za ljudi, tako jaz to razumem.
Naj bo to najno zadnje sporočilo. Gledalcem pa samo to, da sva danes bila z gospodom Martinom mora biti malce bolj resna, kot je kdo pričakoval. Ampak moram povedati, da namerno, hotel sem slišati in spoznati še to njegovo plat. In gospod Golob, v studiu sem prišel s 40 vprašanji, iz studia odhajam s 100 neodgovorjenimi vprašanji, na toliko reči ste me spomnili. Hvala lepa. Hvala za zaupanje, res sem vesel, da ste se srečala. Hvala lepa. In hvala lepa vam, če ste vztrajali do konca.